Skratka, kot ste videli, tiskovne konference so dovoljene, vendar v primeru, če izvaja tiskovno konferenco protestniško gibanje, so tiskovne konference prepovedane. Svoboda govora v Sloveniji. Dober dan. Skratka, jaz bi še enkrat vas rad vprašal, na podlagi česa sklepate, da gre za shod tukaj? Kakšne informacije imate, po katerih bi lahko sklepali, da gre za shod danes tukaj? Kako se te ljudje na trgu na kakršenkoli drug način razlikujejo od katerihkoli sprehajalcev, kjerkoli danes v Ljubljani? Na kakšen način, kdo vam je dal to navodilo, da morate kaznovati danes in biti represivni do ljudi? Zakaj niste posredovali tudi, ko je imela koalicija oziroma opozicija danes tiskovno konferenco na tem istem mestu? Zakaj? A vam je neroden vsaj? A vam je neroden, ko to delate, medtem ko vam istočasno lastno policijo, 54 tajnih policistov bo zbranih brez razpisa, niti internega razpisa, tega se zavedate? A ste že vi bili zbrani? A ste vi že eni izmed tistih, ki so bili zbrani direktno od Hojsa? Ali ste še vedno policisti, ki zastopate ustavo, ki ste dali policijsko prisego, da boste varovali ustavo, da boste humani in da boste ščitili prebivalke in prebivalce pred točno takimi stvarmi, kot se zdaj dogajajo? Čas je, da policijski sindikat spregovori in se postavi tudi za vas in za to, kar se vam dogaja. Po kosih vas bojo razrezali in potem, ko boste videli, da ste tudi vi tisti, ki boste ujeti, potem bo že prepozen, za to gre. Prepozen bo. To, kar zdaj delate, je pot v to, da bo prepozen. Čas je, da se policija upre temu. Imate sindikat točno zato, da vam ni treba upoštevati nezakonitih, protizakonitih ukazov. In v tem primeru gre očitno za protizakonit ukaz. Še enkrat vas vprašam, zakaj vas ni bilo na tiskovni konferenci danes, ko je imela opozicija tiskovni konferenco? A veste, kaj se bo zgodilo? Čez pol leta, če se nič ne zgodi, boste tudi na opozicijo preganjali takole in kaznovali. Tja gremo. Resno vam govorim in premislite o tem. In povežte se s sindikatom policije. In ukrepite zdaj. Veste sami, da je najbolj od vseh inštitucij je padel ugled policiji v tem preteklem letu. Zakaj? Zakaj mislite, da je to tako? Mislite, da so ljudje neumni? Ne, niso neumni. Radi bi zaupali policiji, radi bi verjeli v pravni red. Ampak zato, ker se vi ne postavite za ustavo, ker se vi ne postavite za pravice ljudi, zato zgubljate na ugledu in boste še bolj zgubili. Hupanje, hiter ena kazen, tako je, walkie-talkie in hiter ena kazen človeku, ki hupa. To so metode, to so načini. Pogovorite se s svojimi sosedi, ki niso policaji, vprašajte jih, kaj si mislijo o tem. Pogovorite se s svojimi sorodniki, to ni v redu, to ni prav. Nočemo, da se mečejo kocke, nočemo, da prihajajo ljudje z motorko tukaj, nočemo, da Bog ne dej, da bi kdo prišel še s kakšnim orožjem. Ampak to se dogaja zaradi tega, ker se ljudje ne morejo niti izraziti javno, ker vi to onemogočate, med drugim tudi vi, s svojim delovanjem, s svojim upoštevanjem ukazov. In sram vas je lahko, ne morem lepš reči tega, nočem vas žaliti, ampak res vas je lahko sram. Ni, nobenega odgovora ni. Sam sramota.
Da nas novijo še ekološko zmerjali, zelo ekološko spomenik, se premika čist brez Ja, tako je. CO2. To je čisto ekološka zadeva. Kocka gre pozdraviti svoje naslovnike od bliže. Nekaj mi je zagorel, najbrž je bil nasmehani. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa še na tej strani 8, 9, 10 policajev čuva eno granitno kocko oziroma en spomenik vladi v odhajanju. To so vsekakor varnostne prioritete trenutno v državi. Mogoče pa je not v kocki virus. Ja. Pozovite, da se umaknejo, v nasprotnem primeru bomo odstranili, če gre noter za eksplozivno sredstvo. Gre pa za odvarno območje. Gre za novinarsko konferenco in umetniško akcijo. Nobenega ni. Pozovite, nasprotne bomo odstranili fizično. Ja, glejte, ne moram jaz nič narediti glede tega. Pozovite vi, kaj meni govorite? Kakšno zvezo imam jaz s tem?
Preveč filme gledate. Upamo, da policija ne bo uporabila vodnega topa v boju zoper eno kocko. Tamle direktna linija z Hojsom najbrž poteka pogovor.